vam, ki vem, da nosite kulturo s sabo v srcu. Danes tukaj bomo počastili delo 13 ljudi, ki so dali svoj čas, čas, ki ga bi lahko preživeli z družino, čas, za katerega pravimo, da ga ni, pa vendar, kot vidimo, se najde za kulturo. Ljubiteljske kulturne dejavnosti, pomembna za nadaljnji razvoj kulturnega na tem področju, prejmejo priznanje Zveze kulturnih društev Novo mesto, Andreja Marjanović, članica folklornega društva Kres. Priznanje prejme Andreja Pavlič, članica folklornega društva Kres. Priznanje prejme Janko Gorenc, član folklornega društva Kres. Priznanje prejme Tina Mlakar, članica folklornega društva Kres. Vesel sem, da sem danes z vami, vesel sem tega povabila. Resnično mi ni težko se odzvati povabilu tako vas, kot na prireditev, kjer se počastimo vas, ki sodelujete, ki delujete v ljubiteljski kulturi. Dejstvo pa je, da danes, ko se poklanjamo vašemu delu nagrajenke, nagrajenci, bi mogoče z vami delil še misel, ki je zapisal William James, in sicer pravi, v sebi išči tisti posebni duhovni vzgib, ob katerem se počutiš globoko in resnično živ. Spremlja ga notranji glas, ki pravi, to sem resnično jaz. In ko najdeš ta vzgib, mu sledi. Jaz verjamem, da ste vsi, ki ste danes med nagrajenci, sledili svojemu izzivu in želim, da boste s svojim delovanjem in ustvarjanjem tudi v prihodnje obogatili naš lokalni prostor in našo kulturno sceno. Za leto 2014 prejme Gregor Blažič. Gregor, prosim, nikar ne pobegni, to je Warholovskih 5 minut.
Gregor Blažič je aktiven član folklornega društva Kres več kot 20 let. Je član društva, ki živi za folkloro, saj je ni naloge ali obveznosti, ki je ne bi izpolnil. Aktivno sodeluje pri vsaki novi nalogi ali projektu, ki ga načrtuje društvo, bodisi da so to redni nastopi, obletnice ali mednarodni festivali. Njegova izjemna volja do dela v društvu pritegne tudi ostale člane, saj je odličen motivator. Je vodilni glasbenik v društvu, saj skrbi za glasbeno spremljavo pri številnih skupinah v društvu. Skrbi tudi za izobraževanje godcev. Vrsto let je član izvršnega odbora, bil je podpredsednik društva, v letu 2013 pa je prevzel funkcijo predsednika folklornega društva Kres. Sodeluje tudi pri organizaciji mednarodnih gostovanj po Evropi. Je eden vodilnih organizatorjev mednarodnega folklornega festivala Slowfolk. Posebno pozornost namenja povezovanju s folklornimi skupinami po Sloveniji. Za njegovo več kot 20-letno delovanje v folklornem društvu Kres mu Zveza kulturnih društev Novo mesto podeljuje odličje. Letošnjo leto bo tudi tu na področju ljubiteljske kulture zelo pomembno leto, saj se bomo skoraj vsa društva nekako udejstvovala pri praznovanju občine oziroma občine Novega mesta kot mesta. Tudi Kresovci imamo letos jubilej, praznujemo 40-letnico, v novembru prirejamo koncert, na katerem pa bomo z drugimi društvi iz Novega mesta nekako pripeljali prireditev Novo mesto od razglasitve pa do današnjih dni. Vabljeni pa še enkrat hvala.